Lep in prijazen dan vam želim iz Kranjske Gore. In poglejte, kako pridete do Kranjske Gore? Kljub temu, da Zgornjesavsko dolino objema mogočno gorovje Karavank in Julijski Alp, je zelo lahko dostopna Kranjska Gora. V največ pol ure vožnje lahko dosežemo iz avtoceste iz Trbiža to res biserno področje slovenskega turizma. Iz Avstrije, iz Beljaka se pripeljemo zelo enostavno preko predora Karavank. Blizu je tudi železnica, pa tudi ljubljansko letališče ni daleč. Res je, da je zdajle stanje nekoliko drugačno, ampak če smo zelo natančni, v to prijazno, prijetno naše turistično središče lahko pridete brez težav. Zgornjesavska dolina, ki jo, kot rečeno, na severu zaobjedajo Karavanke, na jugu Julijske Alpe, na vzhodu pa Jesenice, na zahodu pa razvodje rek Save in Zilje. Poletje je sveže, zime so praviloma mrzle. In tukaj naokoli, kot vidite, je polno iglavcev in macesnov, tudi ruševje obdaja in dopolnjuje to področje. Zgornjesavska dolina je etnografski dragulj, hkrati pa tudi po vseh področjih znana kot adrenalinska osnova za šport, kjer lahko kolesarite, smučate, se vozite naokoli in uživate v tej enkratni in izjemni naravi. Kranjska Gora je torej biser, v katerega je vredno pokukati, če ste tukaj v bližini. No, vredno pa je tudi tukaj smučati, če ne sodite med neke najbolj ekstremne smučarje. Namreč to je področje, kjer je v bistvu namenjeno družinam in seveda tistim smučarjem, ki se radi učijo smučanja in to lahko dosežejo brez težav na teh progah, ki so res za učeče se smučarje prijazne in prijetne ter tudi varne. No, kaj reči? Če rabite kakšno informacijo, stopite do Turistično-informacijskega centra Kranjska Gora in seveda boste deležni vseh informacij, ki jih potrebujete, če bi želeli obiskati ta naš res zanimiv turistični biser, ki vas bo pozdravil poleti s prijetnim soncem, po zimi pa z prijetnim smučanjem v tem zanimivem področju, ki je res enkratno in posebno. No, omenimo, da je tu kar nekaj ponudbe, torej za vsakogar nekaj. Res pa je tudi, da je v Kranjski Gori kar nekaj lastnikov apartmajev, ki so iz različnih krajev Slovenije, predvsem pa iz Ljubljane. No in končajmo ta svoj posnetek
s pogledom na to smučišče, ki pa je seveda poleti namenjeno travniku za živali in tiste, ki se želijo sprehajati po tej zanimivi travi in tem zanimivem okolju. Lepo se imejte in lep pozdrav iz Kranjske Gore.